V tokratnem podcastu z Evo pa lahko zagotovim, da boste v tej eni uri dobili zelo veliko smeha in zelo, zelo veliko iskrenosti. Z mano danes kul mamasita oziroma Teja Jugovic. Živjo! Živeva! Vem, da si zelo vesela, da sem priimek prebrala oziroma povedala pravilno. Res je. Še vedno je prevečkrat č, ne? Je res, čeprav se ne gre zameriti ljudem, glede na to, da tudi če na internetu tipkaš, Teja Jugovič, pač je vsega mešano. Ampak ja, jaz imam nekako rada, da se človek, ne vem, to se mi zdijo neke osnove, da se človek pozanima, da se pripravi, da pač to je moje ime, to je moj priimek, pa nimam nič proti čem, da ne bo pomote, ampak pač, če sem Teja Jugovic, sem Teja Jugovic. Rekla si, da ti je všeč, če se človek pripravi. Jaz sem se danes zelo veliko pripravila, pozabila sem pa doma zapiske, hecam se, poznava se že zelo dolgo časa, zato mislim, da bo res en tak iskren lahko pogovor. Na začetku, kako je križ? Glede 2 dni nazaj sem ti pisala, kako je fajna, ne? Ko sem šla na masaž, kako dober. Momentalno, ni več tako. Momentalno so stvari od prana mata do nodola, do ne vem, če se vsega, vse imam, ampak momentalno pomaga, pa je pa spet ena noč, pa gremo spat, pa se zjutraj zbudim spet kot stara mama in grem počasi, se lepo na bok prevalim. Tako da ja, ni okej. Ampak se mi zdi, da je to tudi dosti povezan s tem nastavkom v zadnji. Občutek imam, da bom kmalu srečala samo sebe. Ja. To je en stavek, ja, ki zagotovo zelo lepo opiše tebe. Zakaj, Teja, misliš, da je temu še vedno tako? Zakaj si ti človek, ki se v resnici res ne znaš umiriti? No, zdajle si se primorana, Evo, umiriti tole uro. Še vedno tako le delam. Pa še to mislim, da si že malo nervozna. Ja? Ne moram primer sedeti. Ne vem, v bistvu bolj se mi zdi problem je to, da nekako ne morem sprejeti tega dela oseb, da pač taka sem. In jaz sem od nekdaj bila taka. Jaz že, ko sem bila majhna, sem bila živc, pa sem imela nervodermatitise, pa izpuščajčke, pa ne vem, pa skozi se praskala, pa nos prfrknen, pravijo sam zaradi tega, ker sem si ga skozi kole čohala od živčnosti. In nekako skozi stremim k temu, da se je pač treba umiriti, da sem na adrenalinu, veliko berem, veliko mi ljudi pošiljajo, tebe bo enkrat, ne vem, tebe bo pobral, pa ka se boš ustavila, pa to. Ampak koncu mi paše pač tak način življenja. In meni je cool, meni je res fajn. Jaz sem hitra, jaz sem človek akcije, jaz moram iti, ne vem, 100% v vsako stvar, begam mi fokus, koncentracija. In mogoče to ni tako slabo, kakor skozi jaz mislim, da je. Da mogoče to ni tako bad. Da je mogoče ravno to problem, ker konstantno želiš stran od tega, ker to ni dobro, mogoče si pa to v resnici res ti. Ja, v bistvu. Se ti kdaj zdi, da je v dnevu vseeno vsega preveč? Da si rečeš, kaj mi je to treba? Ne. Aha. Jaz bolj rečem, da ima dan premalo ur. Jaz zelo malo spim, ampak tudi od nekdaj sem malo spala, zato ker imam konstantno občutek, da zamujam življenje. Jaz bi toliko enih stvari probala, jaz bi toliko enih stvari, ne vem, pa bi se učila jezike, pa bi šla glino delati, pa bi klavir igrala. Skozi bi nekaj delala, počela. In pol bolj rečem, da ima dan zame premalo ur. Ker jaz poleg tega, kar vse imam, bi še kar. Pa se ti zdi, da si kdaj za okolico naporna zaradi tega? Seveda. To je pa logično, jaz sem zelo, zelo intenzivna. Ja, in mogoče ljudje, ki so nekje 60% taki, razumejo, ampak vse, kar je pod, je pa to zelo težko si predstavljati. Zaradi tega, ker velikokrat dobim očitke, da to sploh nisem jaz, da to se kar nekaj delam, pa da ne morem biti taka, pa da kako imam toliko energije, pa kako to pojem, pa kako to. Ni jim čist jasno to, ampak v bistvu tudi meni. Ampak taka sem se rodila, to sem sabo prenesla in zdaj v bistvu vidim tudi pri svojemu sinu in Naju, tam mlajšemu, je zelo podoben meni. Zelo je tam. In vidim prek njega v bistvu sebe, tudi ko sem bila majhna in to, tudi on je zelo nemeren, pa mrziče tike, pa ful brihtan, no zdaj sama se malo pohvala, ne. Ne, ampak je res, pač tako mu šibajo možgani, ni pa eni stvari v fokusu, je že pri drugi, že pri tretji, že četrto stvar dela, tako da nekako imam zrcalo
A pa ga zaradi tega, ker vidiš, kakšen je, seveda ga verjetno lahko v določenih zadevah bolj razumeš. Verjetno nisi ena od tistih mam, ki mu potem težiš, sedi pri miru, ko delaš nalogo ali pa ko, ne vem, jemo kosilo, fokus na eno stvar, ker verjetno lažje razumeš te njegove vzgibe. Po drugi strani pa, ali misliš, da mu bo v življenju zato težje? Ne. Jaz ga res razumem. Meni se zdi, da sem jaz velikrat rečem edina, ki ga razumem. Tudi z Janjem se zelo velikrat mojim možem zapneva za to, zaradi tega, ker on pravi, da ga ujčkam, pa da ga šparam, pa tralala, pa da, ne vem, da ga razvajam, ne? Ampak ne, jaz ga razumem. Je pa toliko ljudi okoli njega, ki ga ne razumejo, tako da mu tudi v življenju ne bo težje. Če ima pač neko varnost pri meni, samo pri meni, ne jo ima, jaz tudi pravim, da pač vem, iz kje izhaja, kako bo. Ga bojo pa tudi drugi pripravili nekako na to težko življenje, ki ga čaka, kakorkoli izkušnje, ki bojo prišle v njegovo smer. Zdaj, omenila si Naja, ampak spomnim se že, ko se je rodila hčerka, da že takrat sta imela z Janjem kdaj različne, ne bom rekla poglede na vzgojo, to verjetno ravno ne, če tudi morda v kakšnih majhnih stvareh, ampak bolj različne poglede ravno to. Do kje je meja, ko še rečemo, tako je prav, ali pa kje je meja, to je pa že razvajanje. Moški nasplošno se mi zdi, da lažje to črto potegnejo, medtem ko mame, nič hudega, če bomo do 12 z njimi spale in podobne zadeve. Ta prvici to že šla čez takrat, ampak v bistvu ni bila neka šola, ker pri Naju je potem bilo zelo podobno. Pa zdaj imamo kužata, pa je isto. Pač jaz taka sem. Jaz, Jani prav, da vse nase vlečem, pa jamram, koliko mi je težko. Ampak ni čistko, jaz bi samo rada bila priznana, da se pač določene stvari vidijo, ne to, da jaz zdaj jamram, da mi je težko, ker mi res ni. Ampak ja, pri Siji se spomnim, mislim, da je bila 2 tedna stara, ko smo šli z vozičkom okoli in je ona seveda jokala in seveda moja prva reakcija, da sem jo vzela in dala k sebi. In Jani, to te izsiljuje. Ona te izsiljuje. Zakaj, Jani, ona je 2 tedna stara, kvaj s tabo? In pol, ko se je najrodil, da ne boš naredila iste napake, kot pri Siji, ker Sijo sem jaz imela skos na rokah, ker jaz pač, meni fizično ni bilo logično, da sem jaz zdaj 9 mesecev otroka nosila in potem sem jaz to rodila in so mi jo dali v uno gajbico tja zraven in to je to zdaj. Pač ne. Ona je rabila stik in isto sem naredila pri Naju, isto sem jedla z njem, na stranišče hodila, pač to mi je bilo, vedno sem poslušala samo sebe, kar se tega tiče in še vedno se. In tukaj se krešajo najna mnenja zelo veliko in on se kar nekako ne unese, ampak se mi zdi prav, da je tako, da imajo nekako otroci njegove poglede pa moje. Mama in oče. Ja. Ampak je on tisti, ki je bolj strog pri vas doma? On misli, da je, pa ga tako vračata oba dva, da tudi, ne, on ima skozi, pa sej meni ni problem, bom jaz pač ta bed kopa, ne, pa boš ti ta dobra, ne, kao, lahko, ne. Je, on, ko povzdigne glas, pa kaj je una meja, zna kar tako konkretno zaroputati, ampak tudi jaz znam. Tako da tudi jaz sem zelo, ne glede na to, koliko jih razvajam, postavljam meje in ju vzgajam in mi je zelo pomembno, da sta človeka z vrednotami, da pač vse tiste zadeve, ki se zdaj se mi zdi nekako pozabljajo, da ima to odcepam, pa ne samo njima, tudi Taju. Ta je zdaj star že 16 let od Janja sin in tudi njega sem spoznala, ker je bil 5 let star in tudi z njem sem delala isto in zdaj lahko rečem, da je to tak fant, da ne vem, če je kakšen 16-letnik s tok razpucano glavo, mislim res tako prav ponosna, bolj ne mogla biti. Ljudje večkrat rečejo, želimo dati otrokom vrednote, ki jih morda sami pa ne živimo tako zelo, kot jih recimo poudarjamo. Vem, da to tudi tebi velikrat kdaj kdo učita, v smislu, ja, na Instagramu je neka podoba, ne, po drugi strani pa želiš otrokom odcepiti. Ampak ti verjetno, zagotovo, sama za sebe veš, kakšno je to vodilo, ki ga imate doma glede teh moralnih vrednot. Kaj je tisto, kar bi rekla, da je na prvem mestu? Jaz dejansko predajam vrednote, ki sta jih meni moja 2 starša. Vedno poudarjam, da imam še vedno res tako srečo, da imam tazga oče in mamico, da mi gre kar na jok, ko pomislim na to, koliko sta ona 2 meni v otroštvu dala. In predajam te vrednote naprej. In tukaj so oba z Janjem ista, kar se tiče tega. Mogoče se kdaj krešava, ampak tista bistvena je, da v bistvu je ta pogovor in zaupanje med nami vsemi, da sva ima vedno na voljo tukaj čustveno, če rabita, še vedno tukaj so meje, ampak vse en ta pogovor, vedno nekako rešujemo vse s pogovorom. Ni tako, da
kar odrežemo, ali se pa kar zderemo, ali pa si ne vzamemo časa. A ne ta čas, ki ga posvetiš otroku, se mi zdi zelo pomemben. In to sem imela tudi jaz, ko sta moja prišla iz službe, pa smo imeli skupno kosilo, pa smo imeli družabne igre, pač vedno smo bili tako, preživljali smo ta kvaliteten čas skupaj. In to zdaj počnemo. Ko pomisliš na svojo primarno družino, bi lahko rekla, da si s tem, ko si dobila svojo družino, prerezala popkovino s svojo primarno družino? Ne, jaz ne. Moja sestra mi to večkrat očita, imam starejšo sestro in ona mi reče, da to ni dobro. Ti se kar vsak dan slišiš z njimi. Pač mi zelo blizu živimo. Ampak ja, meni je normalno, da pokličem svoje starše vsak dan. Ne vem, da jo poprašam, kako sta. Meni je to, na živce mi gre to, ker vsi govorijo, kaj je dobro, pa kaj more biti, pa kako more človek delati. Jaz še vedno mislim, če jaz čutim potrebo, da bom poklicala svojo mamica, to sem tudi nazadnje dobila serviran, da zakaj rečem mamica, če sem 40 let stara, da to ni normalno, oziroma 41, se popravljam, da pač to ni ok, ker jaz sem svoja ženska in imam svojo družino in da to je zdaj moja mama. In je tako, kdo je zdaj to rekel? Pač kdo? Ja, Freud pa nekdo. Pa sem prej rekla, a se vam zdi, da zdaj v tem svetu, ko smo, če tako pogledaš človeštvo nasploh, pa družbo, da smo ok? In je rekel, ja ne, sakajano. Kaj je pol pravilno zdaj, ne? Ne vem, na živce mi grejo pametovanja in nasveti iz vseh strani. To se že izkaže tudi, ko sem postala mami, koliko je forumov, pa koliko je on je rekel to, pa to je rekel to. In najboljši nasvet, ki sem ga dobila, je bilo poslušaj svojo mamo, pa zdravnika. Zberi si to in to je to. In res dejansko nisem šla na en forum pogledati, ker če bi šla, bi se mi zmešala. Ja, sploh, ker si tak človek, da te lahko hitro te lahko potegnejo noter, te stvari. Ja. Zdaj omenila si, da veliko ljudi svetuje, pa govori, mogli biti tako primer mamica. A se ti zdi, da smo nasplošno trenutno v enem obdobju, ko je vse povsod polno tega, kako bi ljudje mogli živeti, kako bi mogli razmišljati, takšna komunikacija ni v redu, zdaj morate tako komunicirati. Se ti zdi, da je to dobro ali da je vsega mogoče vendarle preveč? To je neka nova realnost. Se mi zdi, da to je kar splošna znanost delati. In meni se zdi absolutno preveč. Meni se zdi to absolutno preveč. Zaradi tega, ker ne more človek lahko izhaja samo iz samega sebe. In zdaj, kar je dobro zate, ni nujno, da bo dobro za nekoga drugega. In ljudje smo si res različni. Tako, imamo različne poglede, že fizično, če se pogledamo, koliko je naprimer fizičnih stvari, ki je različno pri nekaterim, kako en možgani delajo, kako je naprimer hiperaktiven, pa je drug čisto miren. In meni se zdi bolj, kaj nepomembno to, da se pač ljudi sprejema take, ki so, da sprejmemo, čeprav tukaj sama še nisem sama sebe sprejela, ampak ok. Ampak tako in da potem, če daš ti na svet, imaš zelo veliko načinov, kako ti lahko na svet podaš. Če ti svetuješ, pa to bom jaz tudi zato to tako vzela lepo, ampak ni problem, kaj je samo na svet, ampak je problem to pametovanje. Da zdaj pa tako more biti. Sem naprimer, ne vem, jemljem zdaj, na Instagram je sploh tak kanal, da ti, ki si dostopen, ki si na voljo, zelo veliko pokasiraš. In pa sem zdaj začela neko ašvagando piti, ker sem pač slišala, da je to ful dobro zaradi mišice, za križka, da mi bo to sprostil mal. No in to naredim in jaz vem, o moj bog, ful mnen, kako to dobro, ful dobro, da to piješ. Drugo, ašvaganda pa res ni dobro, ti pa lahko zdaj postaneš atopija, ali kako da ne bom imela veselja do življenja. In pa mi kar filmčke pošiljajo, kaj je on rekel, pa kako je na njega vplival. Zakrono, o moj bog, ne, pač bom že videla. Pri meni se mi zdi, ne deluje in to je to. Se ti zdi, da odkar si tako zelo na udaru na Instagramu, res imaš veliko bazo sledilcev, konec koncev gre za tudi eno odgovornost, a se ti zdi, da dejansko je tvoje življenje glede tega bombardiranja zdaj bolj drugačno ali pa bolj, bom rekla, stresno, kot je bilo predtem? Mogoče zdaj ne več to, kot je bilo 2-3 leta nazaj. Zaradi tega, ker 2-3 leta nazaj, jaz še vedno sem šel, ker se me zelo veliko dotakne in tako, kot si prej rekla, vzamem nase. Zdaj ne več. In zdaj nekako, prav zdaj je to intenzivno obdobje, ko nekako postavljam sama pri sebi neko mejo, črto, ne učim se govoriti, pač da se omaknem in da sem pač res svojim balončkom, ker pač pri meni so vsi pomembni in jaz bi vsem vse dala in pomagala. In se mi zdi, da sem 2-3 leta nazaj to bombardirala in čisto drugače je mala, kot zdaj. Zdaj, naprimer, ne vem, sem včeraj dobila neka sporočila, pa so bila taka, niti ne toliko
Ne se lahko povem mogoče, no, zdaj, ko smo kužka si kupili za rojsten dan, ne, pa smo ga kupili pa v zrediteljih, Slovencih, tako res, tako, kar mora biti, in potem sem dala nek story, božam tega kužka in dobim takoj, to je pa to so pa te kužki, ki jih švercari švercajo, ne, pa je to. In pol grem gledati to komunikacijo za nazaj in skozi bo nekaj tazga tako. In pa se samo valjda takoj je bila tisne, daj, koliko si, 5 dna, ampak ne, sem napisala, koliko ne rabim zdaj te energije. In sem blokirala in sem dala stran. In sem tako prav ponosna sama na se, kako v bistvu zdaj delujem s temi sporočili, kakor pa sem pač v preteklosti. Glede na to, da je teh sporočil verjetno veliko in glede na to, da to ni od do delovnik, kako to razporejaš čez dan? Vem, da si še vedno ena izmed tistih, ki res odgovarjaš skoraj da na vsako sporočilo, ki ga dobiš. Ne predstavljam si, kako potem to zgleda popoldne, ko ste recimo vsi skupaj doma. To piska, pa odgovoriš? Ne, nič mi ne piska. Kje? To brez veze, jaz sem to ugasnen, če ne bi lahko to skozi piska. Je pa res, da moj delovnik je tako, kot si rekla, 24/7, ampak je, da imam od zjutraj, ko gresta otroka v šolo, do 2:30, ko jih grem iskat, takrat je pa skozi. Delo. Pol pa v bistvu, ko sem s malimi in ko smo mi doma, tega ni. Pač vsake toliko časa vmes, če ne vem, ona dva kaj bereta ali delata za šolo, ali če gledajo kakšen film, jaz delam kaj za službo, pač kaj pogledam, drugače pa polka gresta spat. Tako da spat kot, ne vem, ob 9 oziroma ob 8 še nekaj beremo, pa pol ob 9 stavim do posli in potem v bistvu pogledam še kakšen film, pol od 11 naprej pa spet do 1-2, sem pa jaz spet aktivna. Tako da tako imam. Takrat, ko sem pa doma, pa probam čim manj. Razen, če je res kaj tazga, da ne more počakati. Zdaj, se veš, moram se dotakniti tudi vseh tistih komentarjev, ki smo jih v preteklosti lahko prebirali o tebi, v smislu, pa to so same reklame, pa itak je to že kot en top shop, vse skupaj ratali in tako naprej. Zdaj se mi pa zdi, da pa smo prešli v eno fazo, govorimo o Instagramu na splošno, ko se je to zelo lepo umirilo, v smislu, zdaj se ve, pri tej oziroma Cool Mama City dobim seveda en kup enih kod, en kup enih stvari nam bo zraven pokazala, pa tudi še kaj drugega dobimo. Zdaj pa veliko drugih, bom rekla, influencerk, ki pa konstantno razlagajo o tem, se pravi, se mi zdi, da so mogoče v fazi, v kateri si bila ti 2-3 leta nazaj, se pravi, konstantno razlagati, brez oglasov. Tako, brez oglasov tudi nas ne bo, moram napisati oglas in tako naprej. Zdaj, kaj bi rekla tistim ljudem, ki recimo so takrat bili takšnega mnenja pri tebi in so danes pri kom drugem? Jaz bom tako rekla, jaz imam mogoče srečo ali pa nesrečo, kakorkoli. Mi do Janija sva bila zelo na začetku, ko se je to začelo dogajati. Ker v bistvu je bil Jani prvi cool fotor, ne? V bistvu, ja, absolutno, ampak on je bil tudi takrat, mislim, da je bil komotar, ki je imel vloge. Tako, in to je bilo z vlogi v bistvu. Tako, in takrat se je to tako nekako začel. In to je bilo zelo veliko smo odkrivali takrat. To je bil cel proces, kako smo v bistvu si tudi mi znali postaviti ceno, kako smo pristopili do naročnikov, koliko so agencije vmes začele delati. To je bilo tako en zelo tak velik proces in tako, kot si rekla, zdaj se mi zdi, da se to veliko bolj sprejema. Zdaj se nekako ljudje so to ponotranjili, da zdaj pa influencerstvo poklic, da to je pa to. Ampak vsa ta pot, jaz vem, kolikrat sem bila gostja na raznih fakultetah, ko smo se pogovarjali o tem, pa kaj je zdaj influencerka, pa to, pa kaj pa to, pa ni bilo tako, kaj je tujina. Pa zdaj se je začelo tudi to, kar si rekla glede oglasa, kar je meni se zdi to super fajn, da se definira, da se inšpekcija je pač vključila zaradi tega, da smo transparentni, ker jaz sem vedno od nekdaj, ko sem delala, jaz sem sama zase rekla, da sem top shop. Jaz že od nekdaj sem govorila, ampak jaz sem tudi top shop kupovala, ko sem bila majhna. Jaz vem, da sem si, ko sem bila 10 let stara, sem kabaret set za okraševanje hrane, svoj prvi denar sem dala in ko je bila to taka na tega, ko sem mislila, ne vem kva, ko je vse razpadalo, pa ben sendvice ni dal nares, pa bena kumara, sem mogla imeti nekakšno ravno kumaro, da je ti izdelala, ampak sem vedno rekla, jaz ne bom nekdo, ne vem, jaz bi top shop izdelke probavala in pa bi ljudem povedala resnico, kaj je res. In vedno na mojem Instagramu, tudi samega začetka, nikoli nisem skrivala, za koga delam, kdo je moj naročnik, kdo mi je poslal izdelke. Vedno sem to povedala. In pol tudi, ko je inšpekcija začela, da je treba oglas pisati, sem bila spremno prva. Pa kako, kaj pa če povem? Se vsi vejo, da je Špar moj naročnik, se to vejo, ne? Ja, ne, je treba. In se kao, v redu, absolutno naredim, naj bo transparentno in še vedno mislim, da se ljudje bojijo, da ni dost za vse, Še vedno mislim, da je to kar tako, zdaj pa una ima ful, pa koliko ima una ceno, pa koliko ima uno.
Vsak bi se mogel malo sam s sabo ukvarjati. Daj mi povej po pravici. Ja. Koliko se influencerke med sabo v resnici znate tudi malo grdo pogledati? Jaz se ful ne družim. Jaz sem človek, ki imam res. Jaz sem v Janju najdla tudi svojega najboljšega prijatelja. Meni je to ful dober. In jaz imam potem prijateljico, ki sploh nima Instagrama, oziroma ga ima zelo mal, s katero jaz v bistvu debatiram. In ta prijatelj imam pa tudi, na primer, eno influencerko, pa sploh ne poveva ankoli, da se mi dve družba. Ne? In to se mi zdi, da je tisto. Potem so pa tiste navidezna povezovanja, nekaj pogledaš, ja, pa una lajka uni, pa una komentira, pa je to se pa jaz ne grem. Zato, ker sem prestara. Jaz sem res malo starejša. Res se vidi, tukaj se res vidi in se mi zdi, da tudi čez 10 let bojo te, ki so zdaj 30, kolikor 20, bojo to čist drugače delale, kot zdaj. Ampak zdaj jim je to valjda. Saj mogoče jaz, ki bi bilo 20, bi mi bil to tudi life, ne, pa bi šla na uno, ne vem, pa mi je poslal eno podjetje, so mi poslali, če bi šla na modno revijo v Milano, ne, pa da mi oni častijo hotela. Ne, in potem sem rekla, da pač bi imela ceno tako pa tako. Ne. Ja ne, si ti mi damo hotel in greš ti lahko tja in se kaj, pa kaj je z vami? Kam ne dam pa otroke, kaj ne pa to? To pač meni ni zdaj trenutno. Čist druge imam fokuse in prioritete. In se mi zdi to tako eno sfejkana razmerja ta, zdaj bom pa jaz sezono slikala, pa uno bom tegala, zato da bom uno, pa me tako otroče, šola srednja, no. V tvojem življenju ali pa na tvojem Instagramu smo lahko skozi različna obdobja spremljali tudi različne ljudi, ki so bili ob tebi. Občutek včasih dobimo lahko, da ko se z nekom povežeš, se povežeš intenzivno, v smislu, da takrat ga bomo lahko skozi gledali in skozi se boš družila s tem enim dotičnim človekom, pa kar ta človek zgine iz tvojega življenja. Pa pride čez nekaj časa spet nekdo drug. Zakaj? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Še boljši odgovor. Kaj v bistvu nikoli ne razlagam o tem, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to pač med tisto osebo in mano in da ni fair do tiste osebe, ampak bom čisto nasplošno povedala. Sej mogoče tudi zaradi tega, kar sem rekla, ne, da jaz imam balonček, pa da imam Janja, pa to. Ne. Mogoče so me ta druženja kakorkoli nekako izoblikovala do tega, da sem zdaj to prerasla in da pač ne gledam več na te stvari, ampak zelo velikokrat se je zgodilo tako, da je prišla neka oseba v moje življenje in je bilo to druženje intenzivno. Jaz sem šel, ko ful spuščam ljudi k sebi, meni je pač, jaz dam pa vse. Ampak se je izkazalo, da so to ljudje, ki so začeli oziroma skušali priti do sledilcev in so skušali nekako s tem poklicom začeti. In to se je vedno izkazalo. Ker, na primer, je bilo druženje, kako lahko ti to delaš, kaj delaš, to je kar nekaj, jaz tega ne vem, kol mogla, pa kar naenkrat se je pa to dogajalo. Pa so bili sledilci, pa se je dogajalo samo to pa to. In potem, ko jaz dobim občutek, da mene nekdo izkorišča, kar traja zelo dolgo časa, ker sem zelo naivna, pa zelo mislim, da če sem jaz taka, drugi ne bojo. Jani mi tako reče v štartu, on meni takoj še za vsako osebo mi je rekel, ne, ampak jaz skoro ustrajam, pa ne, pa valjda ta ne, no to pa ni res. Pa ko zvem, pa pač prekinem. Pa jaz to zelo z lahkoto, tako kot je prišla, tudi gre in spustim. Ko čutim, da sem izkoriščena in da pač ni obojestransko to, kar sem pač pričakovala, da bo. In takrat, ko spustiš, to tudi poveš osebi ali pač enostavno te ni več? Ne, jaz to vse povem. Jaz ne povem javno to, ampak tej osebi, ki se jo to tiče, pa dejansko povem in razpucam. In kako je največkrat to sprejeto? Ne toliko slabo, zaradi tega, ker se očitno vidi, da imam prav. In se malo najdejo mogoče noter. In se malo najdejo v tem in mogoče ni tisto pol, da kontrirajo, to pa sploh ni res, to pa ne. Nikoli ni bilo kaj tazga, pa vedno je bilo samo tako, ok, spoštujem, v smislu, ne, tako da ja. A bi lahko zase rekla, da imaš 3 najboljše prijateljice ali pa 3 res dobre prijateljice? Ne? Ampak jih občutek imam, niti ne potrebuješ. Kot se reka, imaš Janja in ti je to tudi na nek način. Jaz imam Janja, jaz imam sebe, jaz imam mojo sestro, z družino mojo imam jaz ful dobre odnose. Moja Sija, zdaj, ki je že 9 let stara, to je neverjeten, kako v bistvu, absolutno je hčerka, ampak vidim, kako je v bistvu to ta prijateljski odnos, koliko naprimer, ne vem, sem kam povabljena, pa potem grem z njo. Grem raj z njo, kot z neko prijateljico, zaradi tega, ker vidim, koliko to njej pomeni in goji mene take. Ne vem, jaz sem ful. A si imela kdaj te, fore, bom rekla, v smislu 5 prijateljic, gremo na vikend odklop, to rabimo, moramo to. Zelo malo. Je bilo. Pa se je na Instagramu, to je bilo, ampak potem so se ti vikend odklopi zgodili, pa sem jaz videla, da so to vikend odklopi zato, da bomo mi se tegali, pa da se bomo kazali in pol meni to ni bilo to. Pač, a ne,
Ne vem. Ampak če dava zdaj na stran Instagram, tudi tako nasplošno. Recimo, da bi zdaj s prijateljico, za katero si reka, da niti nima Instagrama, pa po mojem je to ta, s katero veliko hrib tudi hodiš in tako. A čutiš kdaj potrebo, da bi pa z njo mogla iti, ne vem, za 2 dni nekam se malo razvajati? Ful mi je to zanimivo. Skozi govoriva, da bova šla, mi da bi rišla lahko kakšno večerjo, ko ima tu klepe obleke, pa samo ti pajkicah okoli hodva. Ampak ne. Ne, dejansko je ta odnos tak, kaj je. Čeprav, a veš, imam tudi prijateljice, ne morem reči, da je to najboljša, zaradi tega, ker Jani je res tist, pa moji starši, ki jim res zaupam 100%. Ankoli več nam zaupala po mojem ljudem tako, zato ker se velikrat to pač izkaže, da te pač potem prizadanejo, pa nočem glih tega, imam nek zid. Ampak imam tudi prijateljice iz Instagrama, ki so zelo velike, kakorkoli, pa imamo ta druženja, da gremo na večerjo in si povemo in se tudi ankoli ne ve, da smo šle. Veliko poznanstv je tudi, ko ljudje mogoče mislijo, da se to umakne, pa ni čistko. Mogoče zgleda na ven, da se to umakne, ampak vseeno v zadju so pač prijateljstva še vedno potekajo. Sam pač več ne čutimo potrebe, da je treba to zdaj dajati javno. Ja. Kako otroka, zdaj bom seveda šla bolj na Sijo pa na Inaja, ker tako, kot si reka, ta je zdaj že tudi najstnika. Ja. Kako one dva gledata na vajn poklic oziroma na vajno delo? Se veš, vsak otrok mečkan gleda svoje starše kot nekega vzornika in si reče, jaz, ko bom velik, bom tudi to, A čutiš pri njima kdaj kakšno to željo potem, da se že kaj snemata, pa jaz bom tudi to delo delala? Ne, Sija hoče biti kozmetičarka, pa maserka, pa ona bi to, ško ful zanimiv. In naj bi bil tak nogometaš. Tako da sta čista, kar se tega tiče, normalno razvita otroka glede teh želj. Sta pa oba dva taka, zelo sta ekstravertirana, zelo sta odprta. Sta pomen, kar se tega tiče, no? Tako da nimata problemov kdaj kaj posnet, kdaj kaj izrecitirati. Sija sploh je taka ful izrazna, ona ful lepo pesmice govori, taka mal igralkica. Ampak ne, kako pa gledate na naju, mogoče zdaj se vidi, si je zdaj le 4. razred in se potem v šoli verjetno pogovarjajo. Ja, in se vidi kaj in to, in potem bolkane, ona je tako, zelo ima ta Janijev, mami, kako si ti smotana. Ka pač jaz kaj to pokažem, ne pa kaj pa znam, mami, kako si ti smotana, mami, denihi, srmoto mi delaš. Pa se mi zdi vse normalno tako, nič ni kaj tazga, da bi bilo ekstra. Ker recimo, zdaj omenila si, 4. razred je, se pravi, zdaj so to res že tudi dovolj veliki otroci, da lahko tudi sami že vidijo recimo tvoje objave in tako naprej. Ali kdaj pride do tega, da te Sija vpraša, mami, pa zakaj moraš sodelovati z trgovino? Sploh vene. Veš, o čem govorim? Vem, o čem govoriš. Sem glih včeraj adventni koledar dobila od njih, pa rekla, mami, kaj to je to imela? To pa niso čokoladke, ljubica, pa sva pač zaključila, pa je to. Govoriva seveda o erotični trgovini in o erotičnih pripomočkih, ne? Jaz sem zelo odprt človek. Meni je, ko sem začela s tem, ko sem takrat to čisto spontano, pač se je videl na moji nočni umarci nek vibrator, ki mi ga je Jani kupil in pa so vsi, ko je to, in sem se zabavala, da je to za vrat pa to, ampak sem pač takrat potem odprla to temo in me je zelo fasciniralo, kako so ljudje še vedno v tem stoletju določeni zavrti in pa mi je bilo, ne vem, se mi zdi kar neki izziv. Jaz sem zelo rada izzive. To se mi zdi, da je pri tebi večkrat začutiti mogoče zato, ker te jaz mečkan bolj tudi poznam, ampak vseeno se doskrat lahko začuti, zdaj bom pa izinata. Ja, vem. Ja, se je res. Ja, se to je res. Ja, zdaj bom pa jaz nekaj dokazala. Jaz moram dokazati svoj prav. In to je kar grozen. To je kar bed. Zaradi tega, ker če bi Jani vprašal, bi rekel, da jaz si tako živim v prepričanju, da imam jaz skozi prav. Jaz velikrat dobim od njega serviran, prosti, ker nismo vsi tako popolni. Pač to je njegov klasičen stavek. Ampak je res, jaz ne vem, hočem dokazati nekaj, ampak vedno se mi zdi, da delam, ne vem, jaz imam skozi občutek, da delam za neko višje dobro. Ne, da zdaj nekaj hočem dokazati, kar ljudem ne bo prinesel dobro, ampak nekaj, kar bo pač jim odprl mogoče obzorje. Na živce mi gre ta ozkoglednost. Meni gre na živce to, ko vsi vidijo samo črno pa belo, pa bene sivine vmes, ka ni čistko, veliko je tega vmes. In pol sem dobila kakšna taka sporočila in potem, ko jaz koga preobrnem, mi je
cilj dosežen, zdaj se pa ful dobro počutim. Tako da... Se pa ne ob tem nikoli recimo se nisi vprašala, ali pa ste se doma mogoče kdaj mogli že pogovoriti o tem, zakaj pa je mami kdaj v spodnjem perilu pred kamero in na Instagramu in tako naprej. A te to otroka vprašati ali pa slišta v šoli mogoče tvoja mami pa to pa ne, to? a veš, da ne. Zato, ker se mi zdi, da sem jaz se res toliko dobro počutim v svoji koži, toliko sem samozavestna glede same sebe, da tudi amben, ki bi prišel rad z tega vidika do mene, to ne bo prišlo. In tudi moja dva ta mala, da sta navajena, da jaz doma skačem taka, ka skačem in je tu njima vse normalno. In enkrat je bilo, se spomnim, ko sem izdala svojo pesem, Moj mali svet. Vem, da je bilo v šoli, da je Sija imela neko interesno dejavnost in ona je bila ful ponosna baje. To mi je polučiteljica povedala in je rekla, so pač te mlajše punce, njene sošolke so rekle, da bi pač radi slišale in je ona to potem pokazala, spot in muziko in da je bila baje toliko ponosna, da res. In potem so jo te punce, ki pač še vedno so določeni problemi, oziroma zdaj ne toliko, kot so bili prej, v smislu, tvoja mami sploh ne pa je tako dober, moja mami pa je ful dober, a ne, in so pač tako mal na ta način, ampak se je baje zelo postavila in da je baje zelo v smislu prav. A ne, reka, ja, pač moja mami bi ful boljši spod posnela, rekla, prav pa ne ga, ne. Tako, veš, da je bila trdno, da jo ni prizadel, da je znala braniti to in da je bila še vedno toliko ponosna, da je bilo to tako, res v veselje, a ne, da je bila srečna. Pa si imela občutek, da sta bila kdaj zaradi vajnega poklica, vajne res izpostavljenosti obravnavana otroka drugače, plus ali pa minus, v smislu, da lahko mogoče drugih staršev v isti skupini? Od začetka, ko sem bila mlajša, je bilo to ful. Se prav spomnim, je bilo v pozitivno. Je bilo tako, da pač ne vem, kaj je bila, pa so bili vsi, to je Sija, da je pa Janja, ne, pa to, pa smo kaj kuhali, pa smo imeli kuharske tečaje, pa je bilo na zraven, pa so vsi, Sija, pa tako, ne. Zdaj je pa to v negativ. Zdaj pa vidim to. Zdaj pa vidim, da mi dva motiva določene starše, ne otrok, kakor starše. Ker smo mi prišli na novo tja, kamor smo prišli, ker smo kupili hišo, mi imamo to, pa imamo ono, mi imamo avto, mi imamo to. S tem, da imamo mi kredit v zadnji za 30 let, pa avto imamo 18 let star, ampak nima veze, jaz imam kabriota, a ne? In jaz to tako pokažem, jaz sem ponosna na ta avto, ki ga lahko dejansko praktično vsak kup. Ampak ja, motimo določene ljudi. In to je tisto, kar je meni najbolj zaskrbljujoče, ker se te ljudje potem pogovarjajo pred svojimi otroki, tako kot se pogovarjajo in potem posledično se to sovraštvo, kakorkoli prenese na otroka, ki ni nič kriv. Ki sploh ne ve v bistvu zdaj, zakaj on tega otroka ne mara, če v bistvu ona ni pa sploh, je pa čist empatična, prijazna punca, ki nobenemu nič noče. Ampak zaradi teh frustracij, ker tudi ta spota, je bilo pa tako, moja mami bi ful boljši spot posnela, kot ti, je pa ne ga, je nekaj, mi nimamo toliko denarja, kot vi. In jaz se skozi mojima pogovarjam isto, ne, pri nas bogatstvo, ja, veš, mami, on je pa rekel, da smo pa mi ful bogati, ne, in pa kratko, kva, ne, od kje, zakaj, ne razumem, ne, ja, ker imamo hišo pa to, ne, pa se imajo vsi hišo, kva je zdaj, ne, ampak ima vedno govorim, kaj je bogatstvo, in moja dva otroka veste, da bogatstvo je zdravje, ker če človek nima zdravja, bogatstvo je družina, bogatstvo je, da se imamo mi, pusti denar, se ga rabaš. Ampak vseeno, ni to sploh. Kaj boš ti, če ne boš zdrav? Kaj boš z denarjem? A pa si kdaj v teh letih, ko sta v bistvu z Janjem šla na samostojno poslovno pot, imela pa v prvi vrsti, govorim pred Sijo in Najem, v prvi vrsti željo po še bi. Morava zaslužiti. Jaz sem skozi to željo, ampak ne po zaslužku, ampak po stvarih, ne fizično. Jaz imam željo delati kampanje, delati nove naročnike, nove izdelke, nove storitve. Zaradi tega, ker jaz, ko nekaj naredim, me mine. Jaz sem pač človek, a ne, tudi zato, ker sem v Elektro Ljubljana delala 5 let, a ne, jaz sem umirala tam. Mene je bilo grozen, pa sem naredila. Ampak mene je bilo tisto, skozi eno in isto. In so me tudi tako, ne vem, imela sem ful srečo, da je za marketing prišel in me je res okol vozil, zaradi tega, ker je videl, da imam željo ful več. Ne sam tam neki štampati, ampak pač skozi imam rada izzive. In ankoli ni bil izziv po zaslužku. Pri nama ankoli ni bil motiv zaslužek in denar. In še vedno ni. In jaz vedno pravim, če bo človek šel nekaj delati s tem namenom, da bo on zaslužil, je brez veze. Ker zihrnal. Pač jaz sem bila vedno prepričana, da če ti delaš neko stvar s srcem, če ti je kul, če uživaš v tem, bo to vse pršel. In tako je tudi pri nama se zgodilo. Mi, da ko smo začela s Tajani poslom, ko so odprla ta Tajani Kitchen,
Mi da sva naredila najboljšo otvoritev na svetu. Mi da sva imela prostor, ki sva ga najela, 1000 evrov na mesec je bila najemnina in to ni bila restauracija. To je bil prostor, ki ni bil vsak dan poln, da se razumemo. Jaz sem šla na veliko, brez službe, stanovanje itak zakreditirana, tam sem ga prodajala, bivši ga ni hotel prodati, v glavnem brez vsega, ampak mi da sem imela otvoritev, sploh ne zakaj takrat ena županja je prišla. Ja, pa sploh ne zakaj, sploh nekdo je povabil, ampak to je bilo res skovno, pa kar rože sem jo sinusi, jaz sem se res počula dobro, ne. Naslednji dan, midva nisem imela enega tečajnika, ko sem imela kuharske tečaje. Midva nisem imela enega tečajnika, ben se ni prijavil, nič. In so bilo in so šla na kavo, v lokal zraven, po mojem sva glih še za kavo imela. Sem rekla, kako, zdaj? Kva bova pa zdaj? In zelo velikrat je bilo, da sem si mogla sposoditi od svojih za tist mesec, da potem sicer sem v enem tednu vrnila, a ne, ampak ker roki plačila pri nas so bili tako, da midva sva staro delala in pol so bili roki 90 dni. In je bilo tako, kako bom jaz moram pa najemnino plačati, ne? In se je potem neka priložnost ponudila, da sva šla, vedno se je nekaj odprlo. To je tako. In vedno je bilo tako, vedno se mi zdi, da jaz, če bi bila sama, se mi te stvari ne bi dogajale. Tako, ko je bil pa Jani, ko on je bil pa un. Ne, on je pa kar leto, on je pa kar neobremenjen. On pa, se bo, se imaš 2 zdrave roke, se boš, če boš šla delati, boš kuhati, bom to, ne. In pa se je vedno kar odprl. In se nama je Avstrija odprla in sva šla delati za Ruse in sva v bistvu kuhala tam 2 meseca in sva gagala. Meni se zdi, da mogoče ta del zgodbe ljudem malo fali. Da tisti, ki te spremljajo samo na Instagramu ali pa, a ne, da so mogoče malo pozabili, da vajna zgodba, a ne, vendarle ni bila, kar prišla sem na Instagram in zdaj sem kar imam hišo. Daleč od tega. Se jo povem. Sam zdaj pa spet je na drugi strani, bo on to hotel zdaj slišati. A ne? In mogoče to je ena taka zadeva, ker ljudje to kar preslišijo. Ljudje vidijo, kako je človek na eni stopnički, vseh teh umestnih pa ne vidijo. In to je vedno pravim, pa to ne vidiš, kolikrat dol padeš, pa greš enkrat od začetka. Oni si mislijo, da skrkle. In ta proces njih ne zanima, ker oni bi imeli to, kar imaš ti zdaj. Ja, sam do tja je treba pridati, ne? Tako da ne, bilo je... ampak to je tako, jaz sem kuhala po shopping centrih. Mi da sem kuhala za razna podjetja in sem jaz tam svalke, ne vem, tako sem vse pojedla, dober, sem bila v redu hostesa, kar se tega tiče, vse sva vedno prodala, ampak tako je bilo. A veš, je prišel moj oči, recimo, pa mami sta prišla, pa oči rekel, Vesna, magisterij ekonomije ima, pa ona klele pice peče. Veš, ko je bilo, ne? In pol, kolikrat sem jaz imela pogovor z njem, pa moja sestra, recimo, reka, a ti vidiš njo, koliko je ona srečna? Jaz sem tam, ko je prišel kakšen, ki ni imel, pa samo kar pice. Jaz sem bila tako najbolj srečna, ko sem one pice pekla, pa sem se z ljudmi ukvarjala, pa nima veze, imam magisterij, imam ne vem kaj. Pač nikoli se nisem na to poglabljala, poudarjala. Seveda je prednost, da imam, ker veliko stvari delam zaradi tega. Ampak tako, začela sem živeti to, kar počnem in sem bila čist druga, neobremenjena, vesela ostajala. Veš, in še vedno, ko se lovim, a ne, ampak še vedno danes sem bila na enem dogodku, ko je bil David Zupančič gost in je rekel, da koliko je fajn, nekaj je dal en krog, da koliko so ugotovili, koliko je človek bolj produktiven, ko hodi. In še posebej, če hodi v naravi. In pa sem spravila, to je to, kaj jaz hodim vsak dan v hrib, koliko je to dober. A veš, in je tist, ne vem, se kar dobro počutiš, ko je rekel, da v bistvu ta zone in the zone, da to je tist, k čemur ne bi človek stremel, da pač ti rad delaš, da to je res redkost, da rad delaš, kar delaš. In meni je to. In to je wow. Kaj pa recimo, ko sprobaš eno stvar, pa se veš, zdaj se moram vrniti malo k križu, pa malo k prehrani, pa tako. V smislu, probam to in to je zdaj ta trenutek delam tako in potem čez en mesec, zdaj pa delam še tako, pa zdaj sem sprobala to, pa probala sem to. A se sama sebe kdaj ujameš, da si rečeš, pa zakaj čisto vse povem in čisto vse pokažem, ker se potem že mogoče čez en mesec sama sebe nagiram, ali ti je vse? Mi je. Ker jaz tudi pred Instagramom bila taka. Nima veze, to so tudi izdelki, ki jaz ne promoviram. Recimo, jaz ašvagando, aronijo, to jaz se sama kupam, pa vse pokažem. Pač zaradi tega, ker jaz sem človek, jaz na primer ne čokolado. Jaz bom vse čokolade vedela v Millerju, kaj so. Vsaka nova stvar, ki pride, jo bom jaz kupila in probala. Pač jaz, kar je hrana, je obsesija itak moja. In jaz sem to, kar se te... Ne, res, to je grozen. In mene res lahko vprašaš... Zdaj razmišljala o kakšni hipnozi ali pa kaj? Ne, zato, ker mi je fajn, tako mi je. Zato, ker glih zdaj, bilo, naprimer, ne vem, sem imela en mesec veganske hrane, ampak ampak to sem jo mogla imeti zaradi želodca. To ni zdaj to, da sem jaz pa, to je pa ful v trendu, da sem pes veganka. Ne. Pa je bilo boljše? Ja, ful je boljše. Zato sem pa zdaj nazaj na svoji hrani, kar najbrž spet ne bo dober. Ampak, veš, vem, kaj hočeš povedati in absolutno se strinjam. Ampak je pa tako,
meni je vse všeč. Meni je ful veliko stvari všeč in meni grem sama sebi na živce samo iz tega vidika, recimo, ker mi je toliko stvari všeč, da jaz ka povem, ne, in pa mi vsi, pa da te je bankrotirala zaradi tebe. Ne, ampak to je pa res dobro, to pa res moraš imeti. Jaz bi kar vse, a veš, in vem, da je to malo težko, ampak meni je res ful veliko stvari všeč. Tisto, kar mi pa ni všeč, pa ne pokažem. Tako da je teh stvari še veliko več, kolikor jih jaz v bistvu pokažem. Kakšni so tvoji načrti za naprej? V smislu, pri tebi zakaj tak pogled? Zato, ker imam ful načrtov, Ja? pa jih kar ne morem realizirati. Aha, ker Ja. imaš premalo časa, premalo Ja. ur v dnevu? Premalo časa imam. Fora je to, da skozi jaz imam skozi v ozadju neke plane, ampak je trenutno tukaj, kad delam to toliko velik in toliko dober, a ne, vedno imam to, vedno mi odzvanja v glavi, joj, kaj pa enkrat, kaj pa če Instagrama ne bo, kaj pa če to, kaj pa če ne boš imela naročnikov, kaj pa če to ne, kaj pa če to. In potem imam vedno nekaj, kar bi pač počela, imam tam, ampak je tega toliko fajn, super, da pač ne pride uno na vrsto. In Kaj pa ta uno je? Čist neki kontra? Ne, v bistvu je v bistvu malo veliko z dobrodelnostjo povezan, pa so neki dogodki v ozadju, pa tako zdaj je en tak velik projekt, ki se ga moram lotiti, ki ga naj bi maja izpeljali, aprila, maja, ampak se moram lotiti. In to je to. In pa imam pa tam toliko enih stvari, jaz imam ono tablo doma, ki je skozi popisana in pa jaz to brišem, meni je to live, ko malo zbrišem, pa kaj napišem in je moja tabla skozi polna. In ne najdem vmes lukne, da bi rekla, ok, danes si bom pa načrtno vzela prav to, a ne to tudi Jani velikrat reče, mi da si morava vzeti od do, da si narediva plan, ker naj jo požre, ker pač polkar vmes pride to, pa pride ono, pa skrb. Ja, a imaš sploh dejansko na dan narejen nek urnik v smislu? Aha, imaš. Drugače ne gre verjetno. Ma ne, imava skupen koledar, kjer imam, jaz moram vsak večer pogledati, kaj imam naslednji dan za narediti, ampak fora je to, da vmes letavajo stvari. In potem pride še na dan tisto, kar je že. In zanč je bilo prvič, se mi je zgodilo, da sem bila tako sama nad sabo prav razočarana, ker se sebe res veliko pričakujem, je bilo pa to, da je Inaj bil povabljen na en rojsten dan. In jaz sem odgovorila, da je naj pride na rojsten dan in vse gor dol tralala. In pol jaz pelem gladko malo tisti dan Inaja na trening nogometa. In ona meni mamica, Inaj pride, ne? In jaz ko, in sem pozabila ga pelati na rojsten dan in sem lula, čak malo, ni to v nedeljo. In sem bila protko sama na sabo, obet. In pol ona tako, se zgodi, ne? Skaj ne. Meni se to ne zgodi. In od takrat mi je prav tako, si še bolj z rdečo pišem stvari noter. Tako da to me je zdaj začelo malo buzerirati, ker vidim, da mogoče malo ne folgam. Ne? Ampak sem kar hiter pol nazaj skočila. Malo sem se zjokala, malo sem se sama sebi smila. Ja, malo to. Malo potarnem, malo pojamram, kakšen čaj posnamam. Pa sem spet. Ti je to terapija? Definitivno. Definitivno. In takrat, ko ni čajev, takrat sem jaz bed. To sem prav videla. Zdaj le ni bilo dolg časa čaja in jaz nisem bila ok. In pol vidim, ko čaj posnamem, sem jaz spet uno. Aha, se pravi, da ti je dejansko čaj stejo terapija. Ja, ful mi da. Res mi da. Ker se sama sabo lahko v bistvu malo pogovoriš in daš ven. V bistvu. In pol tudi sama nase gledam malo drugače. Recimo, glih zanč, ko sem ta čaj posnela, ko sem ga snemala, sem že med samim snemanjem videla, kako sem intenzivna. In pol še, ko sem ga pogledala, ko ga pač malo moram zmontirati, pa kaj porezati, sem bila, moj bog, odkje, kako, kva, vmes kisi, vmes freja, vmes uno, vmes tisti, nisem bed. Mene recimo, če bi tako gledala nekoga, bi mene živcirali to, razumeš? Jaz bi tako, ko bi gledala, bi rekel, fuck, ta je živčna razvalina, ima tudi živčna, ne res. Ampak moram da to ven, da pol nekako lahko normalno funkcioniram. Ampak znaš se pa tudi zvečer uleš na kavč, pa reči, zdaj bom pa pogledala en film? Znam. Aha, znam. Sam bolj redko. Ne, znam, vsak večer jaz to naredim. Sam ne vem, ko gledam ta film. Aha, še druge stvari zraven počneš. Mogoče. Čeprav zdaj ne, zdaj se kar načrtno. Zdaj sem res zadnje čase načrtno odstavljam telefon, ga izklapljam po noč, sem šla ful v te vode, da res sem uno. Pač ful se, zadnje čase res delam tako na sebi. Kaj pa duhovnost kot taka? Koliko ti je pa to blizu? Ful dober. Jaz sem kozorog. Meni je enkrat ena astrologinja rekla, Teja, zakaj bi ti rada nekaj, kar pač ti nisi? Ker jaz sem razkosnovna, jaz bi meditirala, jaz bi jogo, jaz bi to, jaz bi one kristale, fajn, jaz bi to imela vse, pa vilinski simboli. Pač jaz sem tako, ne, vilinski simboli, recimo, ki jih je 200, ki jih je ful. Jaz sem človek bližnc.
Jaz sem si dala osebni velinski simbol narisati, sem si ga dala tetovirati in to je zdaj to. To je to, pač jaz to imam, v redu. Jaz sem pač res ne morem se poglabljati v neki ful. Je pa res, da me pa stvari ful privlačijo in da so mi ful zanimive. Tako da sem odprta, še vedno sem pa ful zemeljska. Se mi zdi, da še vedno sem zelo tako. No, ampak jih pa še vedno rišeš, a ne? Ja, absolutno. Ja, ampak to je pa ta drugi vidik. To je pa to, kaj jaz delam nekaj dobrega za druge. In glih danes je isto na predavanju, kaj je rekel Zupančič, da je ena znanstvenica rekla, da kako imamo v bistvu poleg tega prehranjevanja, spanja, seksa, razmnoževanja, ne, da to so te primarne stvari, ki smo jih ljudje pač dobili, da ne bi bila tudi radodarnost. Da je to nova ne vem, kaj je, pač nova beseda zdaj, kaj je v tem času, da radodarnost, v bistvu, kako imamo to vsi nekako v sebi, ali bomo bogati, ali bomo revni, ali kakorkoli, če bomo naredili nekaj za drugega, se bomo počutili ful dobro. In tukaj je zdaj spet to, ne? Tukaj jaz, ko narišem to, pa ko vidim efekt, pa ko vidim rezultat, se pač jaz ful dobro počutim. Tako da mogoče je to spet neka mal terapija za me. V bistvu daš dam, ne? Na nek način. V bistvu jaz samo dam. V bistvu res, zaradi tega, ker je Glidonska je govoril, je rekel, ne, da ti, ko boš rekel, kva imaš dobro majico? In bom pa, naprimer, bi sebi rekla, kva imaš dobro majico? In pol kar čakala, ne, da ti meni rekla zdaj nazaj, ti imaš tudi, ne. Jaz v bistvu res ne, a veš, ne pričakujem, recimo, ko jaz ti simbole narišem, ankoli ne pričakujem nekaj nazaj. Ampak dobiš. Dobim pa ful, a je to pa ja, primeru, to sem hotela reči, da je to pa ja, absolutno. Tam, ni da, narišem pa pošljem. Ne, kje, oni pa, a veš, kako so to, kad ti mamice, oziroma ženske, ti potem pluske pošiljajo, pa slikice, pa ultrazvoke, recimo, ka zanosijo, pa potem, ne vem, mi kar po 2 letih, evo, to je pa zaradi tvojega simbolčka, ne. Pa tako vedno govorim, da ni, da to je sam, kada bi jaz en kamen nabrala, pa ga dala, pač. Ampak, a veš, to, kako te pa v bistvu še vedno vključuje v njihov life, to je tako največja nagrada, res. Te ostani tako iskrena še naprej. Hvala, ker si prišla. Naslednjič, ko se spet dobiva v tem istem studiu, bova pa spregovorili o prehrani, o tem, kako se ti nič ne pozna, zakaj si tako suha, kakšni so še komentarji, da si hodila na liposukcijo, ne skrivaj. Da popka ne kažem zaradi tega. Da popka ne kažeš in veliko tega. Veliko. Naslednjič. Hvala ti. Hvala tebi, Eva.